Na pobudo mestne občine Murska Sobota sta se povezala galerija Murska Sobota in Ristvorec Rakičan, kjer bo odslej na ogled vsaj minimalen del stalne zbirke. Večina stalne zbirke je do zdaj bila shranjena v depojih, zato pripravljajo različne tematske izbore v smislu občasnih razstav. Prva od teh pa je že na voljo za ogled v dvorcu v Rakičanu. Najprej mi dovolite, da izrazim svojo veselje in zadovoljstvo, da ste se v tako velikem številu udeležili tiskovne konference, ki napoveduje en zelo pomemben in vesel dan ne samo za pomursko, ampak tudi za slovensko in širšo umetnost. Zakaj gre? Namreč dr. Inhof, direktor galerije, me je pravzaprav ob vsaki razstavi, ko smo si jo ogledali v galeriji ob otvoritvi, tudi nekajkrat popeljal skozi depo galerije, ki je nastajal z leti in kjer so žalostno samevale umetnine naših domačih umetnikov in tistih umetniških del, ki jih je galerija skozi vsa leta kupovala in pridno zbirala. Niso našli svoj prostor drugje kot v temni kleti in oba naju je srce zelo bolelo. In v nekem trenutku, ko so se pogovarjali v moji pisarni o tem, kaj bi naredili, ker je že deponija postala premala, sva prišla na idejo, da imamo tukaj čudovit dvorec, kjer bi poskušali del teh del umetniških iz deponije razstaviti. In ko me je poklical dr. Inhof in rekel: župan, super lokacija, super idejo so dobila, sem bil tudi sam zelo vesel. Danes sem si prvič ogledal, kako so ta dela nameščena in seveda boste tudi vi pogledali to in upam, da nisem neskromen, če lahko na koncu tega svojega nagovora povem, da dobiva regija na nek način umetniški dvorec, kot je Kostanjevica na Krki. Jaz si želim, da bi z razvojem tega dvorca bilo čim več prostora za ta umetniška dela. Danes smo pred to tiskovno konferenco imeli sestanek z vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Maribora, kjer smo se dogovorili, kako naprej. Imamo strategijo in ekipa tukaj v Rakičanu dela izjemne korake v smeri obnove tega dvorca in na nek način se kot župan pridružujem tistim, ki moramo pomagati ekipi v dvorcu Rakičan, ki, kot rečeno, izjemno uspešno dela na evropskih projektih, v letošnjem letu pa jih bomo tudi pomagali iz proračuna. Direktor Mursko-Soboške galerije je podrobneje predstavil težavo, s katero se srečujejo pri shranjevanju stalne zbirke. Kot je bilo rečeno, sem se lani najavil pri županu dr. Aleksandru Jevšku tudi tokrat za eno težavo, namreč naši depoji so bili prepolni. Zdaj, kaj bi bilo primerno, šel se vprašati, ali je možno, da bi mestna občina Murska Sobota imela kak prostor, da bi mi naše depoje sprostili. Župan je prišel na idejo, da bi se dela postavila v Ris Rakičanu, v dvorcu. Mi smo se te prostore ogledali in smo seveda se s tem strinjali. Zdaj, v čem je težava? Težava je v tem, da naša stalna zbirka šteje 767 eksponatov, ne 667, kot se mi je zatipkalo v sporočilu, ki ste ga dobili, ampak tudi ta podatek ni pravi. Zdaj šteje že 4 več, v petek jih bo pa štela zopet še 2 več, tako da se vedno spreminja, ampak spreminja se navzgor in to je naša težava, kar se tiče prostorov. Dejansko se pa odločamo samo za izbor relevantnih umetniških del, se pravi tisti, za katere predstavljajo dragoceno smiselno premično dediščino in je smiselno, da ostanejo tukaj. V naši stalni zbirki so plastike malih dimenzij iz nekdanjih jugoslovanskih bienalov in poznejših evropskih trienalov male plastike, potem dela Prešernovih nagrajencev in seveda dela vrhunskih pomurskih umetnikov. Zdaj, ta del, ki bo na ogled, do tega je prišlo, to je bil stvar dogovora, najprej smo jih hoteli samo postaviti na stene, potem smo preko pogovora prišli do tega,
glede na to, da nikjer v Pomurju ni možno si teh del ogledati, mi jih imamo v depoju seveda. In vsake toliko časa delamo tematske razstave, različne tematske razstave z njih in so na ogled. Niso pa na ogled vedno, se pravi, ko nekdo pride sem, nima možnosti to videti drugače kot digitalno, zato nam je ta možnost, ki nam je bila dana, enkratna. Zelo se mi zdi vredno to, ne samo to, da smo dosegli svoj namen in depo začasno sprostili, ampak tudi to, da so ta dela zdaj razstavljena in so na ogled. Seveda ni idealno, je pa optimalno v danih okoliščinah, zato se za prijazno pomoč županu dr. Aleksandru Jušku najlepše zahvaljujem, prav tako pa tudi kolegu dr. Robertu Celecu za prijazno sodelovanje, prav pa tudi njegove ekipi, ki so nas potrpežljivo prenašali ves ta čas in hkrati obljubljam, da pridemo samo še v petek, potem se nas pa za nekaj časa znebijo in ne bomo več trepotali in težili. Direktor Risdvorca Rakičan pa nam je zaupal, koliko del je trenutno shranjenih pri njih in koliko jih je že razstavljenih. 120 del je razstavljenih sedaj v našem dvorcu. V tem produktu, ki si ga bodo pa lahko pogledali, bo pa razstavljenih nekje 30 del, do 30 del bo vidnih vsakemu obiskovalcu, ki bo potem prišel se pogledati. Mi smo bili vedno veseli dobre družbe, pa tudi zabavne. Osebja iz Galerije Murska Sobota smo preživeli zanimivi čas skupaj, ne? In se tudi ena druga upam, da kar nekaj naučili. Zdaj, kaj je ta izsek del prinesel dvorcu Rakičan? Zagotovo dodano vrednost v smislu, da so naše pisarne še bolj kreativne, še lepše in da bomo še uspešnejši na evropskih projektih, tako da upam, da me vsi kolegi slišijo in sodelavci. Obenem pa seveda prinaša dodaten produkt našemu dvorcu, kajti vsak obiskovalec, ki bo zdaj prišel iz Ljubljane, iz Maribora, iz Kostanjevice, skotarkoli že, bi lahko pri nas rezerviral ogled, ki se bo imenoval Umetnost za grajskimi zadovi. Se pravi, v tem produktu bo dobil enourni program, lahko je tudi tujec, se pravi, bo lahko prišel tudi iz Italije, Madžarske, katerega koli dela sveta, kajti pripravili bomo večjezično predstavitev s posebnimi napravicami in bo lahko pri nas rezerviral in si ogledal dvorec in pa seveda tudi določen del zbirke, ki je razstavljen v dvorcu Rakičan. Se pravi, kasneje vas tudi vabim, se lahko pogledate galerijo, modri salon, dvorano Živo, skratka 4-5 prostorov bomo mi namenili tudi za ta produkt, ki bo potem stalno na razpolago vsem obiskovalcem. Težko bomo izvedli, da bi po vseh pisarnah si turisti ogledovali vsa dela, ki so res čudovita. Vas seveda vabim, spoštovane novinarje, da se jih tudi pogledate, kar potrkajte pa pokukajte v naše pisarne, drugače pa za ogled bodo namenjeni 4 prostori stalno. Tako da to je velika pridobitev za nas v smislu tudi nadgradnje naših produktov, kajti želimo se uveljaviti na področju tako imenovanega družinskega turizma in želimo se uveljaviti tudi na področju tako imenovanega kulturnega turizma, kar seveda naslavljamo tudi v naših številnih evropskih projektih. Zdaj, omenil bi še 2 podatka, oziroma še en podatek, da verjetno ste seznanjeni, da je razvojna ambulanta splošne bolnišnice pri nas v naših prostorih in da smo se, to pa je verjetno dokaj nova podatek, da smo se dogovorili tudi za nadaljne sodelovanje in bodo pri nas ostali kar do konca tega leta v naših prostorih, tako da bo potekala nemoteno naprej program razvojne ambulante za naše najmlajše in veseli smo, da smo lahko pomagali in tem tudi na nek način izkazali našo čut oziroma odgovornost do lokalne skupnosti, kajti to je nenazadnje naš namen in zato nas je tudi naš ustanovitelj Mestna občina Murska Sobota nenazadnje ustanovila. Poleg tega, kot verjetno veste, tudi v tem prostoru zdaj nekam mirno, običajno ni, ker so šli ven na sprehod, imamo tudi osnovno šolo, Valdorsko
v dvorcu Rakičan. Tudi to nekako dodatno življenje v naš dvorec prinaša, tako da je tudi to obogatitev naših vsebin. Seveda pa si upamo, da se bo razmere na področju covida umirile in da bodo seveda lahko tudi turisti še večjem številu prihajali k nam v letošnjem letu. Sprva bo razstava na voljo za ogled le ob predhodnem naročilu. Najboljše je glede same rezervacije, da se nam pošlje sporočilo preko maila našega info@ris-dr.si. V času sezone bomo pa omogočili ogled, se pravi poletnem času, tudi čisto preprosto, da se oglasijo pri našem gostinskem osebju. V času odpiralnega časa naše kavarne bo možno ves čas si tudi ogledati samo razstavo. Galerija Murska Sobota ima v svoji izjemni stalni zbirki več kot 700 umetniških del, med katere sodijo dela Prešernovih nagrajencev, dela tujih in dela vrhunskih umetnikov, ki prihajajo iz Pomurja. Razstavnih eksponatov v dvorcu zaenkrat ne bodo menjavali, prva rotacija del, ki so na ogled v dvorcu Ris Rakičan, pa bo najverjetneje čez leto dni.